Se ob tem zavedamo, da je poseben privilegij, da živimo v miru in svobodi,
prostore, kjer se lahko družimo, proslavljamo, obeležujemo praznike. Včasih, ko se sprehajam po naših lepih krajih, se sprašujem, ali se vsi dovolj zavedamo, da svoboda ni samoumevna, da je pridobljena žrtvami, življenji, z bojem, da bi jo zato morali še toliko bolj ceniti in ohranjati. Mlade generacije, ki so med nami in ki prihajajo, k sreči te težke izkušnje vojne nimajo in so zato brezskrbne. Na starejših generacijah je naloga, da jim to zgodovinsko vedenje prenesemo, predamo, ne strašimo, ampak jih podučimo, da je svoboda izjemna vrednota, ki jo je potrebno skrbno čuvati. Leta 1941 se je osvobodilna fronta slovenskega naroda rodila kot odgovor na invazijo okupatorja in obenem kot oblika povezovanja in združevanja Slovencev. To je izjemno pomemben trenutek, ki je pokazal povezanost in odločenost Slovencev, da se bodo borili za svobodo in to skupaj. Ta povezanost je še ena vrednota, ki je tudi v povojni zgodovini doživela šibke trenutke, a je izjemnega pomena za narod. Narod si ne sme ne dovoliti, ne privoščiti delitve. Na vseh nas, ki imamo politične in druge vodilne funkcije v družbi, pa je obveza, da to povezanost in preseganje delitev spodbujamo. Na Goriškem si za preseganje trpkih delitev prizadevamo tudi v medsosedskih odnosih. Da je med narodi, ki so si nekoč stali na nasprotni strani bojne linije, mogoče doseči tudi drugačno pot, lepo dokazujemo danes v Goriškem somestju. Nova Gorica bo v sodelovanju z Gorico prihodnje leto nosila naziv Evropske prestolnice kulture in to s sloganom brezmejnosti. Preseganje meja v vseh pogledih je v srčiki vsebin in programa, s katerim skušamo Evropi in širše pokazati, da je to mogoče. Pri tem ne zanikamo svojega naroda, ne jezika in ne kulture, ampak nasprotno. Vse to ponosno predstavljamo svetu in obenem dokazujemo, da nas različnost bogati in plemeniti. Slovenci smo v prelomnih trenutkih zgodovine znali previhariti viharje. Pravzaprav smo neke vrste fenomen, ker smo si naš obstoj zagotovili s kulturo in z izjemno ljubeznijo do slovenskega jezika. To nas je istovetilo in plemenitilo in več kot očitno je, da je tako močno zažarelo skozi generacije in generacije Slovencev, da smo danes tukaj. V vojni pa smo pokazali trdno odločenost, da ne klonimo pred sovražnikom, ampak se mu odločno zoprstavimo in si privolimo svobodo. Zdaj se soočamo z drugačnimi izzivi. Izzivi varnostnih groženj, podnebnih sprememb, izzivi uporabe umetne inteligence, z geostrateškimi vprašanji, ki prevevajo svet. Vendar je pomembno, da ne klonimo, da sledimo vrednotam in da vsak dan znova upravičimo vsako življenje naših prednikov, ki je bilo izgubljeno v boju za svobodo. Najmanj to jim dolgujemo. V Sloveniji imamo vrsto sposobnih in delovnih ljudi, ne glede na generacijo in izobrazbo. Povezujejo naš športni dosežki. Ponosno nastopamo v svetu znanosti in kulture. Med nami je veliko sposobnih in podjetnih ljudi in predvsem tistih, ki dobro v srcu mislijo. Uresničujmo naše načrte, vizije, želje. Borimo se vsak dan za boljši jutri in dokažimo, da vsak od nas šteje in lahko prispeva k skupnosti. Iskrene čestitke ob prazniku dnevu upora proti okupatorju. Marjetka
Popovska in njena skupina so se že predstavili pevska skupina. Sedaj pa naj oni kulturni programi spomnijo s tem, kar so naumili. Verjetno se bomo imeli zelo lepo. Izvolite. Spoštovani, lep pozdrav tudi v imenu naše skupine in iskrena hvala za to povabilo tako mestni občini Nova Gorica, kakor Združenju Zveze borcev Nova Gorica, za to krasno povabilo, da smo lahko del praznovanja prihajajočega praznika Dan boja proti okupatorju. Pripravili smo prav poseben program, prav za to priložnost, to so živo zapisani spomini Primorke, povezano bo s partizanstvo, seveda borbeno pesmijo in s tistim ponosom in čutnostjo, ki jo nosimo v sebi, ko prepevamo te pesmi. Izhajamo vsi iz partizanskih družin, tako naš Miran Pečenik iz Gabrovce in Trsta, naš Igor Rojc iz Sežana, recitator, naše pevke Sonja, Zlatka, Franka, Ljubica, pa še ena Pavla, ki danes mnogo povedala. Naš Marko Petelin, Krasa, na harmoniki in Marjetka Popovski tudi iz Izraela. Hkrati pa vam prinašam še ene pozdrave in čestitke ob prazniku namreč z Gorenjske. Včeraj smo imeli prekrasen koncert v festivalni dvorani na Bledu, prav počastitev, in so rekli Gorenjci, naj lepo pozdravimo tudi v Novo Gorico. In mi vam želimo eno lepo poslušanje, sočustvovanje s Primorko, ki je to zapisala, in zvrnili se bomo v čas narodno-osvobodilne borbe, ki je marsikomu krutno zaznamovala življenje, seveda pa tudi veselje, ko je bilo izbojevano svobodno sonce. Iz mojega kraja, majhne primorske vasice na Tolminskem, peš na Grakovo, na železniško postajo. Bilo mi je 6 let. Bila sem majhna deklica. Odpeljali so nas.
Baški Dragi. Večkrat je bilo treba nositi partizansko pošto v sosednje vasi. Čimnova Ančka in jaz sta bili njeni desni roki in sta prenašali pošto. Zelo pogosto, tudi ob slabem vremenu. Bosi, le prstega noga sta se povezali, kajti sneg je rezal v naše otroške podplate. Bili pa sta zelo previdni. Če zavedate čelade, hitro skrite torbe v grme, so nam dejali. Bili so v strahu, a pogumni in ponosni, da zmorejo, da lahko. Ja, bili smo pogumni in hrabri deklici. Imeli smo 8 let. In šivali smo rdeče zvezde na kape partizanov. V našo šolo je prišla italijanska učiteljica, iz Sicilije je bila. Njeno vzgojno sredstvo je bila palica in sramotilna kazen. Slovensko nismo smeli govoriti. Na tla mi je padel svinčnik, pobrala sem ga. Ko za fajn, je grobo dejala. Sem pobrala plajvis, svinčnik, sem tiho odgovorila in dobila kazen. Na tablo se morala neštetokrat napisati, jo sono lazino,
io sono l'asino, kar je pomenilo, jaz sem osel, jaz sem osel. In dala me klečati na grobu sol in ajdo. Doma po hiši pa smo skrivali ranjene partizane.
Starši so skrbeli, da smo doma imeli vedno slovenske knjige, na skrito seveda, Gregorčiča, Bevka, Kajuha. Naš tata je bil v realizaciji Tiger, ki je v vasi ustanovil Simon Kos. On je bil z naše vasi, iz Ruta. Njega so na drugem tržaškem procesu obsodili na smrt in ga ustrelili. Naš tata je rad nosil slovenske knjige. Brali smo jih na skrivaj in tiho prepevali partizanske in slovenske narodne pesmi. Fani Bokič bi v eni izmed svojih del, svojih pesmi takole zapisala. Mi nismo hoteli sovraštva in kletve. Mi nismo hoteli požganih domov. Mi nismo hoteli uničene žetve. Mi nismo hoteli solza in ne grobov. Branili smo zemljo, našo, domačo. Branili naših ljudi govorico. Branili naših polj zlato pšenico. Branili smo polja, branili gozdove, branili smo mesta, branili vasi. Umirali smo za svoje rodove, za tiste, ki bodo in ki jih še ni. Največno vam sije to zlato sonce svobode, naj nikdar vam sreče naj tujec ne temni. Čvek daj, vas bo kdo skušal kovati v okole. Branite svobodo, kot smo jo mi.
Lešnkarjeva Anka je večkrat prišla k nama in nesla pošto v Stržišče. Spominjam se, kako je bilo tisti dan slišati glasno streljanje od vse povsod. Odmevalo je med našimi primorskimi hribi in dolinami. Takrat so v Cerkne, v Brcih, napadli partizansko šolo. Bili so ustreljeni udeleženci te šole. Med njimi je bil ubit tudi bratranec moje mame. Žene in dekleta v Rutu, v mlekarni, so kuhale v velikih kotlih za partizane. Ob ognju so se greli in sušili svoje premočene obleke. Otroci pa smo s kamni tolkli po ušeh, ki so lezle od vse povsod. In partizani so nam na te govorili o svobodi, ki bo kmalu zasijala. In se bomo lahko brez skrbi in strahu igrali in tekali po travnikih. In bomo hodili v naše slovenske šole in govorili svobodno naš lep slovenski jezik in peli naše lepe slovenske pesmi. Pred nami so
A vojne še ni bilo konec. Naše vaške poti so Italijani zaprli z bodečo žico. Mamo in mnoge so odpeljali v Trst, v zapor, na to naprej v Italijo. Hudo je bilo, jokala sem in jokali so. Italija kapitulira in mama se vračala nazaj. Hodili so peš, skozi gozdove in po tajnih vezeh prišli nazaj na Primorsko, na Tolminsko. Mlada partizanka, kaj v spremstvu drugih, vse vodila proti domu. Medtem pa, glej ga, ti si! Srečala je svojega dragega brata, partizana. Veselje je bilo nepopisno. Ampak mama je prišla domov. Bila je shujšana, shirana, utrujena. Njene oči so bile polne bolečine in trpljenja. Obleka na njej je visela. To ni moja mama. To ni moja mama. Sem na glas jokala in moje sestre in bratje tudi. Šli smo daleč od nje. Naša mama je bila drugačna. A šele naslednji dan, ja, res je, naša mati je. Stisnila sem se k njej, jokala in kričala, ker sem spet v njenem objemu. Nisem je več izpustila. Držala sem me za roke, za krilo. Bila je moja mama. Iz žepa je potegnila prstane, narejene iz breskovih koščic. Sama jih je naredila v zaporu, iz ljubezni do nas otrok. In vsako dala po enega, tudi meni. Tovarišica Ljubka Šorni je zapisala pesem Poromaj spomin. Poromaj spomin desetletja nazaj in znova oživi vsak prostor, vsak kraj, kjer naši ljudje so pod bičem trpeli, kjer padali so pod morilnimi streli. Ne vprašaš se kaj? Odgovor preprost je in vsakemu umil. Naš človek se je za svobodo boril, da narodu jezik in čast bi ohranil, je v ogenj s smehljajem na ustnicah planil. Še vprašaš, zakaj? O, ne. Saj od deda do sina in vnuka gre glas. Teptani naš rod je zavrgel poraz. Za zmago trpel je, za zmago umiral. S krvjo si je vrata v svobodo odpiral. Poromaj spomin desetletja nazaj, zazri se v rešitvene zarje sjaj, da suženstva noč je z obzorja pregnala. Primorska najboljše sinove je dala. Noč je zbežala, že zgorna, z gozdov je pesem stajala. Megla je odgrnila breg in skrite ognje v varstvu smrek. Po kočah, rekah in vrheh utripje istih srci src. In sončece je vzhajalo
Svoboda. Svoboda je ptica, je kako resnica daleč leti. Svoboda je v zraku, na vsakem koraku v meni živi. Svoboda je moja, svoboda je tvoja, vsak jo ima. In svoboda je človek, ki svobode nikoli ne da. Čez hladno jutro hitijo oblaki. O, bela čau, bela čau, bela čau, 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 se mi že stri. Povsod vojaki, mi hitimo zadnji boj. Gre za svobodo in za resnico. O, bela čau, bela čau, bela čau, 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 za boljše čase in za pravico smo stopili v mokri stroj. Naprej junaki, partizani. O, bela čau, bela čau, bela čau, 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 se bližje streli in kri na dlani. Zadnja misel za svobodo. Tam hitijo vsi ti oblaki. O, bela čau, bela čau, bela čau, 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 ne bodo stali, noč so junaki, kdo bo pazil na nebo. Laj, la, 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 Ostaje tiho in dan ugaša. O, bela čau, bela čau, bela čau, 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 da nam počne, kar obnaša, kar želja vse laže. Da se misel ostane nate. O, bela čau, bela čau, bela čau, 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 ko so to prejšnje vrate, ko pa je prišla doba. Ko so to prejšnje vrate, ko pa je prišla voda. Kako so dobre te širne krate, ko da je prišla voda. In ko nam je zasijala pomlad, sončna pomlad in svoboda, je bilo v vasi zelo veselo. Naredili smo slavoloke in napisali: živela OF, živela Osvobodilna fronta, živela svoboda. Stric Klaus, ki je s partizani prikorakal v vas, je igral na harmoniko in vsi so prepevali. Na Juriš, hej brigade. Tudi mi smo prepevali zraven, saj smo znali skoraj vse partizanske pesmi. Mama ga je tako veselo objela, a hkrati zajokala in žalostno dejala: Jožeta in Toneta pa ni. Micka, življenje ste dali za svobodo. Še danes slišim, kako stric Klaus veselo igra harmoniko in prepeva. In mi vsi z njim, tako kako smo danes. Spoštovane in spoštovani, nekako dragi prijatelji, te neprecenljive spomine, ki sem jih prebirala med
medtem ko smo prepevali našo lepo borbeno partizansko pesem, je zapisala zavedna Primorka, kasneje vzgojiteljica iz Baške grape, iz Ruta. Njeno ime je Zofija Kusterle, še je živa. Jutri praznuje 89. rojstni dan. In Zofija Kusterle je moja draga mama. Mame sem ena. Ponosna sem na njo, imam ga rada, neizmerno. Bila je in je še vedno del zavednega in pogumnega življenja naših primorcev in naših bork in borcev, ki so se borili za narodno osvobodilno borbo, za svobodo, za pomlad. Pisali so zgodovino, ki je ne smemo nikoli pozabiti. Hvala vsem tem borkam, vsem tem borcem in čestitam skorajšnji praznik dneva upora proti okupatorju. Smrt fašizmu! Da bom pomalo pogoltnila te solze, ki res so čustvene, ki lahko izražajo samo eno ljubezen, ne samo do moje mame, ampak posebja vse, ki so dali tako življenja, kakor res isto borbenost, ponost in častnost do našega naroda, za naš slovenski jezik, našo besedo in naše pesmi. Spoštujmo in negujmo naš lep slovenski jezik. In da zapojemo še malo veselo, naj bo pesem, ki se jo zelo redko tudi sliši. To je pesem naših prekomorcev, ki so tudi dali veliko tako trpljenja, kakor jurišanja za svobodo. Naš trio bomo zagrali. Svobodci, prekomorci, zbrali se v junaški stroj. Naše mlade so brigade, šle pogumnosti poboj. Kraška zemlja, sveta zemlja, naših dedov in sinov. Nas mati je vodila, ko se zna krstim domov. Naš korak
smo izbrali, z Markotom bova zapela, njenem bo zaigral pesem, ki je pa skoraj ni slišati. Pesem pa nosi naslov Buči, buči, morje, Adriansko. In napovedali smo jo včeraj premierno zapeli, tako da danes bomo drugič zapeli pa za vas. Tako da, če bo aplavzi, bomo še kdaj. Pa gremo naprej še eno lepo počasi proti zaključku, ampak tudi mimo teh ne moremo. Komandant
stane. Počastili lep spomin in slava mu. In mnogi, ki so bili daleč od naših krajev, so čutili svobodo v svojem srcu. In so hodili po težkem hercegovskem krasu, v zimi, v snegu, do gležnjev, do kolen, do pasu so gazili. In v žgočem poletnem soncu, po tistem težkem hercegovskem krasu. Sveti puški bajonetov, sveti mrkih straž, se pomika naša četa, hercegovski grad. Čuje se odmev korakov po kamenju hercegovskem vejaku. Dale
tisto, a gremo na gledališče. Najlepša hvala in preden zaključimo ta naš prekrasen kulturni program, kajti vsi smo ga ustvarjali danes, kar je najlepše, kajti pesem ni samo za nastopajoče, pesem je za vse, ki so prisotni, ki so v dvorani, ki jo čutijo in čutimo in kaj je lepše, da se na glas zapoje, kajti tako pesem živi in tako se jo sliši in pojmo še dostikrat našo borbeno in partizansko pesem, kajti piše partizanska pesem gre skozi čas in naj gre. In preden seveda naredimo en prekrasen zaključek, jaz bi se rada, Katjuša, zahvalila in seveda poslala tudi lepe pozdrave predsednici Združenja zveze borcev Nova Gorica Ingrid Kaščar Bucik, ki pa zaradi svojega zdravstvenega stanja verjamem nas vse lepo pozdravlja in danes je v mislih z nami. Pošljimo en lep tovariški pozdrav. Smrt fašistu, svoboda narodu. In Katjuša. Pa bi še dosti prepevala eno lepo našo zgoščenko, tako da prepevaj si in dosti pa smo se videli, da se bomo še dosti krali. Tako, prosim. Hvala za to. In seveda tudi hvala Mestni občini Nova Gorica, gospodu županu. Hey!
bo seveda zaključek tudi z našo prekrasno himno Vstajenje Primorske, predtem pa še enkrat lep praznik prihajajoči, zapojte si ne samo da ta dan, naj bo vsak dan v naših srcih, v naši zavesti. In ko se srečamo spet, v živo zapojemo. Hvala vam za povabilo. Napolnila si nam srca. Imeli bomo